Morda si eden izmed tistih, ki še ne vedo, da so mravlje starejše od ljudi. Da, prav si slišal, starejše so od ljudi. In poleg tega je mravelj tudi milijonkrat več kot ljudi. In čeprav so majhne, lahko ustvarijo zelo organizirano družbo. Imajo vodje, delavce in vsak ima svojo nalogo. Imajo celo sistem za skrb otrok. Skrbijo tudi za starejše in invalide. Imajo tudi svoj način kmetovanja in skrbi za živali. In ko kdo od njih umre, ga tudi pokopljejo. Še bolj presenetljivo pa je, da nekatere vrste mravelj lahko razmnožujejo brez partnerja. Več kot 100 milijonov let so preživeli izumrtje številnih vrst življenja na planetu. To je res. Zato bomo v tem videu ugotovili, koliko mravelj je pravzaprav na svetu, kakšna je skupna teža njihove populacije in kdaj so se prvič pojavile na Zemlji in kako živijo. In zakaj veliko znanstvenikov pravi, da je njihova družba ena najbolj stabilnih civilizacij v naravi? Toda preden začnemo, ne pozabite všečkati tega videa. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Najprej odgovorimo na vprašanje, koliko mravelj je pravzaprav na svetu. Skoraj vsi smo že videli mravljo, ampak če bi te vprašali, koliko jih je na celotnem planetu, bi bil tvoj odgovor verjetno zelo daleč od prave številke. Trenutno je na svetu več kot 14.218 priznanih vrst mravelj. Poleg tega so znanstveniki identificirali še več kot 1758 podvrst. A kljub temu, čeprav že veliko vemo, še vedno nihče ne more natančno povedati, koliko mravelj trenutno živi na svetu. Po najpogostejših ocenah je na Zemlji približno 10 kvadriljonov mravelj. Da bi to lažje razumeli, to ustreza 10.000 trilijonom posameznih mravelj. Ja, to je tako ogromno število, da si ga je skoraj nemogoče predstavljati. In če bi jih poskušal prešteti enega po enega, ti verjetno ne bi zadostovalo celo življenje, da bi končal. Poleg tega, če združimo težo vseh mravelj na svetu, ta preseže 10 milijard kilogramov. In obstaja ena presenetljiva podrobnost. Po nekaterih ocenah je skupna teža današnje populacije mravelj celo večja od skupne teže vseh ljudi, ki so živeli na Zemlji v zadnjih 2000 letih. Preprosto povedano, čeprav so majhne, jih je toliko, da lahko tvorijo eno največjih biomasi na celotnem planetu. Kdaj pa so se pojavile mravlje? Mravlje lahko najdemo skoraj povsod po svetu. Najdemo jih na vseh celinah, razen na Antarktiki. Znanstveniki verjamejo, da so se prvič pojavile pred približno 110 do 130 milijoni leti. V tistem času svet še ni izgledal tako kot danes. Možno je, da so nastale na starodavni supercelini imenovani Laurazija. In kar je še bolj presenetljivo, niso začele kot mravlje. Na podlagi raziskav so bili njihovi predniki tesni sorodniki starodavnih os. Kljub temu, do danes še niso natančno določili vrste ose, ki bi lahko bila neposredni prednik sodobnih mravelj. Zdaj pa, kako velika je pravzaprav mravlja? Ko slišimo besedo mravlja, si pogosto vsi predstavljamo enako velikost. V resnici pa se velikost različnih vrst zelo razlikuje. Obstajajo vrste, ki so dolge komaj 2 mm. Medtem pa so druge lahko dolge tudi nekaj centimetrov. In če pogledamo v preteklost, so bili njihovi starodavni sorodniki še večji. Največje fosilne mravlje, ki so jih odkrili, spadajo v rod Formicium. Samice teh mravelj dosežejo skoraj 7 cm dolžine in imajo krila, ki lahko dosežejo razpon do 15 cm. To pomeni, da so bile večje od številnih žuželk, ki jih danes vidimo. Zdaj pa, ali je res, da imajo mravlje krila? Ko slišimo besedo mravlja, običajno pomislimo na majhne žuželke, ki lezejo po tleh. Ampak da, obstajajo mravlje, ki imajo krila, in to niso ločene vrste. Pravzaprav vse mravlje spadajo v red kožekrilcev, isto skupino, kamor spadajo tudi čebele in ose. Vendar pa nimajo vsi člani kolonije kril. Običajno jih imajo samo kraljice in samci mravelj. Medtem pa delavke, ki jih vidimo vsak dan, ko nosijo hrano, nimajo kril. Zdaj pa, kakšna je njihova skrivnost razmnoževanja? Poudarimo še podrobnosti. Če obstajajo samci in samice mravelj, kaj pa delavke? So samci ali samice? Odgovor je bolj nenavaden, kot si misliš. Tehnično gledano so tudi delavke samice, vendar njihov reproduktivni sistem ni popolnoma razvit.
Zaradi tega se ne morejo razmnoževati. V svetu mravelj namreč rojstvo potomcev ni pravica vseh. To je posebna naloga, ki je namenjena le nekaterim članom kolonije. In večinoma se že rodijo z vnaprej določeno vlogo v svoji družbi. Nekatere bodo postale kraljice, nekatere bodo postale delavke in nekateri bodo samci, ki so odgovorni samo za razmnoževanje. Pravzaprav imajo mravlje glede na svojo vrsto veliko načinov razmnoževanja. Najpogostejši način je parjenje med samcem in samico mravlje. Ampak kako se to zgodi? Obstaja čas, ko se začnejo oblikovati nove kolonije mravelj v različnih delih sveta. In to se zgodi vsako pomlad. Tistega dne hkrati iz gnezda pridejo krilate samice. In samci mravelj vsi imajo samo eno nalogo: poiskati partnerja in začeti novo generacijo. Zanimivo je pomisliti, da je to skoraj edina priložnost v njihovem življenju, ko resnično uporabijo svoja krila za letenje. Naj samo dodam, v resnici je njihova sposobnost letenja precej šibka. Pogosto se samice mravelj najprej povzpnejo na visoko travo ali rastline, da si zagotovijo dobro izhodišče, preden poletijo, kot da uporabljajo naravno izstrelišče. Medtem pa so samci mravelj lažji in hitreje letijo, zato pogosto vzletijo naravnost s tal. In tukaj postane njihova zgodba posebna, kajti njihovo parjenje se zgodi med letom v zraku. Da, prav si slišal, medtem ko so v zraku, tam se parijo. Po parjenju samci mravelj nimajo več nobene vloge v koloniji in po kratkem času umrejo. Tako preprosta in žalostna je njegova vloga pri razmnoževanju. Kaj pa samice mravelj? Po paritvenem letu odletijo stran od svojega prejšnjega doma, da poiščejo kraj za svojo lastno kolonijo. In ko pristane na tla, naredi nekaj, kar je videti presenetljivo. Ugrizne in si otrga lastna krila. Ampak zakaj? Ker jih nikoli več ne bo potrebovala. Paritveni let se v življenju kraljice zgodi samo enkrat, druge priložnosti ni. Ni več naslednjega poleta, ni več drugega partnerja. Med enim paritvenim dogodkom dobi dovolj genetskega materiala, da lahko leže jajca več let. Potem bo začela iskati varno mesto, kjer bo ustanovila novo kolonijo. In tukaj se bo začela njena vladavina. Pravzaprav je življenje kraljice daljše kot življenje navadne mravlje. Ena izmed najbolj presenetljivih dejstev o mravljah je dolžina življenja njihove kraljice. Odvisno od vrste lahko živi od 12 do 20 let. Medtem pa delavska mravlja običajno živi le do 5 let ali celo manj. To pomeni, da se medtem, ko se delavci v koloniji nenehno menjajo, ena sama kraljica ostaja živa zelo dolgo časa in je kot živo središče celotne skupnosti. In niso vse mravlje enake, vendar pa ne sledijo vse vrste mravelj takšnemu sistemu. Obstajajo tudi nekatere vrste, kjer se lahko celo delavske mravlje razmnožujejo, vendar pa obstajajo tudi vrste, ki so še bolj nenavadne. Namesto da bi se zanašale na običajen proces parjenja, so se naučile razmnoževati s postopkom, ki je skoraj kot naravno kloniranje. Toda kako je to mogoče? To je postopek, pri katerem mravlje ne potrebujejo več samcev, namesto tega se to zgodi povsem naravno. Obstaja ena vrsta mravelj, imenovana Mycosepurus smithii, ki uporablja proces imenovan partenogeneza. Partenogeneza. Na ta način se nove samice mravelj razvijajo iz jajčec, ki niso bila nikoli oplojena. Z drugimi besedami, nastanejo brez samcev mravelj, dobesedno res brez njih. V dolgem obdobju evolucije se zdi, da se je ta vrsta odločila, da samcev ne potrebujejo več za nadaljevanje svoje vrste. Pravzaprav so odkrili kolonijo, ki je sestavljena samo iz samic. Ko so znanstveniki našli kolonije Mycosepurus smithii v porečju Amazonke, so bili takoj navdušeni. Že na prvi pogled so opazili nekaj nenavadnega. Vse mravlje v koloniji so bile samice, niti enega samca ni bilo. Da bi bili prepričani, so opravili DNK analizo zbranih vzorcev in tam so odkrili še bolj presenetljivo resnico. Ne samo, da so bile vse članice kolonije samice, vse so bile tudi natančne kopije svoje kraljice, kot bi bile dvojčice. Z drugimi besedami, cela kolonija je bila sestavljena iz klonov. Rezultate te študije so raziskovalci objavili v reviji Proceedings of the Royal Society. In po besedah raziskovalcev so to nenavadno posebnost odkrili povsem po naključju, medtem ko so preučevali druge vidike življenja te vrste. Vrsta življenja, ki je sestavljena iz samih klonov.
Bolj ko so preučevali te mravlje, bolj so ugotavljali, da je eden najpomembnejših reproduktivnih organov kraljice skoraj da izgubil svojo funkcijo. To pomeni, da so skozi dolgo obdobje postopoma izgubljale potrebo po normalnem spolnem razmnoževanju. Po nekaj letih so raziskave še razširili na različne populacije te vrste. Znanstveniki so celo odkrili, da obstajajo nekatere kolonije, ki še vedno uporabljajo tradicionalno razmnoževanje. Vendar jih je zelo malo. Pravzaprav je skoraj 90% posameznikov, ki so jih preučili v Južni in Srednji Ameriki, izkazalo, da so kloni. Čeprav imajo različne kraljice, je njihov način razmnoževanja še vedno enak. In za mnoge znanstvenike je jasno, kaj to kaže. Malinaw ang ipinapakita ng Ta vrsta je že izbrala kloniranje kot glavni način razmnoževanja. Vendar pa obstaja ena velika težava. In to je morda največja nevarnost za njihovo prihodnost. Ker če imajo skoraj vsi člani vrste enako gensko zasnovo, jih bolezni, okužbe ali spremembe v okolju lažje prizadenejo. Preprosto povedano, sistem, ki jim je prinesel uspeh, je lahko tudi razlog za njihov propad. Kljub temu obstaja ena težava pri načinu razmnoževanja s kloniranjem. Ko imajo skoraj vsi člani vrste skoraj enako gensko zasnovo, se izgubi raznolikost, ki je pomembna za preživetje njihove vrste. In ko primanjkuje genske raznolikosti, postanejo bolj ranljivi za nove bolezni, parazite in spremembe v okolju. Preprosto povedano, če pride grožnja, ki lahko prizadene enega posameznika, obstaja velika verjetnost, da bo prizadela skoraj vse ostale. Zaradi tega se lahko populacija neke vrste hitro zmanjša in popolnoma izgine. Toda tudi če se to zgodi, to ne bo bistveno vplivalo na celoten svet mravelj. V dolgi zgodovini Zemlje so mravlje preživele že številne spremembe. Živele so že pred izumrtjem dinozavrov in se še vedno razvijajo vse do danes. Zato se mnogim znanstvenikom zdi malo verjetno, da bi bila celotna skupina mravelj v bližnji prihodnosti resno ogrožena. In bolj ko preučujemo, kako deluje njihova družba, bolj se zdijo kot alternativna civilizacija, ki živi vzporedno z nami na tem planetu. Družba mravelj, skoraj podobna človeški. Če govorimo o organizaciji družbe, so mravlje eden najbližjih primerov prave civilizacije v naravi. Z vsako novo študijo v mirmekologiji, veja znanosti, ki se osredotoča na preučevanje mravelj, postaja vse bolj jasno, kako zapletena je njihova skupnost. Na prvi pogled je mravljišče videti kot preprost kup zemlje. Toda v njegovi notranjosti obstaja strog sistem upravljanja, jasna hierarhija, delitev dela in naloge, ki jih upošteva vsak član kolonije. V središču vsega je kraljica. Ona je ustanoviteljica kolonije in odgovorna za polaganje jajčec, ki bodo zagotovila naslednjo generacijo. Vendar to ne pomeni, da ona opravlja vse naloge. Okoli nje je skupina približno 10 do 12 delavk, ki so skoraj ves čas ob njej. V času, ki je namenjen njeni oskrbi, jo hranijo, čistijo in ji pomagajo pri vseh njenih potrebah. Zanimivo je, da so mravlje delavke, ki skrbijo za kraljico, pogosto mladi člani kolonije, kot da je to njihova prva naloga v življenju. Skoraj en mesec gredo skozi nekakšno usposabljanje, kjer se naučijo skrbeti za kraljico, jajčeca in ličinke. To je kot praksa, preden dobijo težje odgovornosti. Ko postajajo starejše in bolj izkušene, jih postopoma premestijo na druge naloge, postanejo nabiralke hrane. Starejše in bolj izkušene mravlje pa pošljejo na najbolj oddaljene dele ozemlja od mravljišča. To so nabiralke hrane. Ves dan iščejo hrano in druge vire, ki jih kolonija potrebuje. Ko najdejo hrano, je ne pojedo kar zase. Hrano odnesejo nazaj v mravljišče, kjer jo predajo članom, odgovornim za razdeljevanje. Od tam načrtujejo, kako bodo hrano razdelili med vso skupnost. Kot majhno mesto s svojim lastnim sistemom oskrbe in logistike. Vendar se v koloniji ne pretaka samo hrana. Obstaja še ena stvar, ki je še pomembnejša. Informacije. Kraljica izloča posebno kemikalijo, imenovano feromon. Ta kemikalija vsebuje informacije o njenem stanju in zdravju. To prevzamejo delavke, skrbnice, ki so okoli nje. Nato to prenesejo na druge člane kolonije in tisti, ki to prejmejo, prenesejo naprej drugim. To se ponavlja znova in znova, dokler sporočilo ne doseže skoraj celotne kolonije.
Na ta način so povezani na tisoče članov skupnosti. Če pomislite, je to kot zelo preprosta različica družbenih medijev ali interneta, toda deluje z vonjem in kemikalijami namesto signali in podatki. Način, kako mravlje učijo svoje mladiče, je presenetljiv. Ena od njihovih izjemnih sposobnosti je prav način učenja. Veliko žuželk se uči samo iz lastnih izkušenj. Toda mravlje se lahko učijo tudi iz izkušenj drugih. To pomeni, da jim ni treba najprej narediti napake, preden se naučijo. To je zelo redka sposobnost v svetu žuželk. Na primer, ko je plen težko ujeti, gre najbolj izkušen lovec prvi v napad. S tem pokaže mladim mravljam, kako napasti. Kako uporabiti svoje čeljusti ali želo in kako podreti tarčo. S pomočjo opazovanja se mlajši člani kolonije naučijo veščin, ki jih bodo potrebovali, ko pride čas. Kljub temu pa je za učinkovitost takega sistema učenja potrebna dobra memorija. In prav tu so znanstveniki znova navdušeni nad mravljami. Mravlje nabiralke, ki redno iščejo hrano, dobro poznajo svoje območje. Vedno vedo, kje so viri hrane in prav tako vedo, kako se vrniti v mravlišče. Še bolj impresivno pa je, da če jim pot zapremo z zapletenim labirintom ali blodiščem, še vedno uspejo najti novo pot. In ko najdejo pravo pot, si jo zapomnijo za najmanj 4 dni. Tudi če zaradi slabega vremena v teh dneh ne morejo ven, ne pozabijo poti, ki so se je naučile. Mravlje imajo občutek za čas. Ne zapomnijo si le smeri, sposobne so tudi zaznavati čas. V eksperimentih, ko je bila hrana redno postavljena na določen kraj ob točno istem času vsak dan, so se mravlje tega hitro naučile. Po nekaj časa so začele prihajati na kraj, še preden je bila hrana postavljena, kot da vedo, kdaj bo hrana prišla. In še bolj presenetljivo je, da tudi če prenehate s hranjenjem, še naprej obiskujejo isto mesto ob istem času približno 5 dni, kot da upajo, da se bo njihova težko pričakovana hrana vrnila. Poleg tega, da so organizirane, so mravlje tudi zelo učinkovite v nujnih primerih. Ko se pojavi prvi znak nevarnosti, ne začnejo takoj paničariti. Namesto tega se najprej začnejo pripravljati. Ližinke in bube približajo izhodom iz gnezda, vendar jih le majhen del odnesejo na površje, kot da najprej poskušajo ugotoviti, ali je grožnja resnična ali pa gre zgolj za lažni alarm. In ko enkrat potrdijo, da obstaja resnična nevarnost, šele takrat začnejo množično evakuacijo. S svojimi majhnimi telesi imajo enega najbolj organiziranih sistemov sodelovanja v celotnem živalskem svetu. Zdaj pa malo spremenimo temo. Kako se pravzaprav pogovarjajo mravlje? Zaradi izjemno usklajenega gibanja mravelj se resnično zamisliš. Kako se razumejo tisoči mravelj znotraj ene kolonije? Kako vedo, kam morajo iti, koga naj sledijo, kje je hrana? In kako si zapomnijo vse te informacije? Presenetljivo je, da jim ni treba vsega zapomniti, tako kot ljudem. Njihov komunikacijski sistem je namreč veliko globlji, kot si mislimo. Mravlje nimajo ušes kot ljudje, a to ne pomeni, da ne zaznavajo zvoka. Namesto da poslušajo z ušesi, zaznavajo vibracije v okolici. Imajo posebne senzorje na kolenih in nogah, ki jim pomagajo zaznati majhne premike v tleh ali na predmetih, po katerih hodijo. Nekatere mravlje ustvarjajo zvoke tako, da drdnejo dele svojega telesa skupaj. Temu pravimo stridulacija. To je kot tik žvrgoleči zvok, ki ga ustvarijo z uporabo dela trebuha in čeljusti. To uporabljajo za komunikacijo z drugimi mravljami in včasih celo z drugimi vrstami. Ampak če imajo mravlje najpomembnejši jezik, je to vonj. Mravlje puščajo feromone na tleh. To je nekaj posebnega. To je kemikalna snov kot nevidna sled. Mi je ne vidimo, vendar jo druge mravlje zlahka zavohajo in preberejo. Na primer, ko mravlje iskalka najde hrano, se vrne nazaj v kolonijo in pri tem pušča sled feromonov. Ko druge mravlje to zavohajo, sledijo poti. In ko se tudi one vračajo s hrano, dodajo še svoj lasten feromon. Zaradi tega postane sled močnejša, več jih sledi, pot postane bolj jasna. Toda, ko na tistem mestu zmanjka hrane, se mravlje, ki se vračajo, ne puščajo več novega feromona. Vonj postopoma izgine. In ko vonj izgine, izgine tudi pot. Tako se prilagajajo spremembam v okolju. Ko je stara pot do hrane blokirana, nekateri iskalci zapustijo staro sled in poiščejo novo pot.
Ko kdo najde krajšo pot, pusti novo sled feromonov nazaj proti koloniji. Ostali ji sledijo. In ko je nova pot uspešnejša, postane še močnejša, saj več mravelj tam pusti svoj vonj. Tako nastane znana kolona mravelj, ki je skoraj kot njihova lastna avtocesta. Poleg tega feromoni ne sporočajo le smeri. Ko je mravlja zdrobljena ali poškodovana, sprosti alarmni feromon, ki deluje kot nujni signal. Ko bližnje mravlje to zavohajo, postanejo nenadoma agresivne, pripravljene so na pasti. In ta signal lahko privabi tudi druge mravlje iz bolj oddaljenih krajev. Nekatere vrste celo uporabljajo zavajajoče feromone proti sovražnikom. Uporabljajo jih, da zmedejo druge skupine mravelj, dokler te ne naredijo napake in napadajo lastne člane. Na telesu mravlje je veliko delov, ki lahko proizvajajo feromone. Na telesu so žleze, strupna žleza in drugi deli na hrbtu, trebuhu in nogah, ki se uporabljajo za kemično komunikacijo. In tega ne puščajo samo na tleh. Včasih si feromone prenašajo tudi med seboj skupaj s hrano. Na ta način se informacije širijo po celotni koloniji. Mravlja lahko ugotovi, kateri skupini ali delu pripada njen tovariš. Kot da imajo svoj sistem identifikacije, vendar namesto kartice ali uniforme uporabljajo vol. Ko kolonija zamenja kraljico, obstajajo vrste mravelj, kjer ni samo ena kraljica. Včasih je v eni koloniji več kraljic. Toda jih je veliko, pa vendar ena prevladuje. Dominantna kraljica izloča poseben feromon, ki služi kot signal njene moči. Ko preneha proizvajati ta feromon, se razmere v koloniji spremenijo. To je kot znak, da njen položaj slabi. Delavke začnejo skrbeti za drugo kraljico. In ta nova kraljica bo postala dominantna voditeljica kolonije. V majhnih možganih mravelj so sposobne ustvariti sistem, ki je izjemno urejen, zelo praktičen in zelo učinkovit. Zelo so daleč od ljudi in pametnejših sesalcev. A kljub temu so jim uspelo ustvariti družbo s komunikacijo, delom, hierarhijo in skupnim odločanjem. In to še ni vse. Kajti v nekaterih delih sveta mravlje ne iščejo le hrane. Ukvarjajo se tudi s kmetijstvom in celo vzrejajo lastne živali. Večina mravelj se prehranjuje z različnimi stvarmi. Nekatere so plenilci, druge jedo poginule živali, nekatere jedo rastline, obstajajo pa tudi rastlinojede mravlje, ki se zanašajo na posebne mikrobe v svojem želodcu, da bolje izkoristijo rastlinsko hrano, ki jo zaužijejo. Vendar pa so nekatere vrste dosegle višjo raven. Tako kot ljudje so se naučile ustvariti svojo lastno kmetijstvo. To ni preprosto nabiranje hrane v okolici. Zares sadijo, skrbijo in proizvajajo hrano znotraj svoje kolonije. Zaradi tako obsežnega izvajanja teh dejavnosti so jih znanstveniki jasno klasificirali. Obstaja 80 vrst, ki to počnejo. Obstajajo mravlje, ki uporabljajo bolj preprost način kmetovanja. Obstaja 34 vrst, ki gojijo koralne gobe. Obstaja 18 vrst, ki uporabljajo vzrejo kvasa. In obstaja 63 vrst, ki so dosegle bolj napredno kmetijstvo. Te znajo ustvariti celotne vrtove gob znotraj svoje kolonije. Še bolj presenetljivo je, da so mravlje skoraj udomačile nekatere vrste gob skozi številne generacije. To pomeni, da te gobe ne morejo več preživeti v naravi. Potrebujejo skrb mravelj. So kot prava kmetijska kultura, ki je odvisna od kmeta. Listorezne mravlje, prave gojiteljice gob. Eden najboljših primerov tega so listorezne mravlje. Na prvi pogled mislimo, da jedo liste, ki jih režejo, a to ni pravi razlog. Liste nosijo nazaj v kolonijo. Nato jih narežejo na majhne koščke in uporabijo liste kot substrat ali gnojilo za svoje gobje vrtove. Da, listi niso njihova glavna hrana. Tisto, kar res vzgajajo, so glive. In tudi pri kmetovanju imajo jasno delitev dela. Večje delavke režejo trde dele rastlin, manjše pa žvečijo in režejo liste. In najmanjše mravlje skrbijo za samo gojišče gliv. One čistijo, one pazijo in one tudi pomagajo, da se glive ne uničijo. Nekatere mravlje imajo na telesu bakterije, ki proizvajajo snov podobno antibiotiku. To pomaga v boju proti škodljivim bakterijam, ki bi lahko uničile njihovo gobarsko farmo. Še bolj impresivno pa je, da listorezne mravlje lahko začutijo, ali ima določena vrsta lista dober ali slab učinek na njihove glive. Berejo kemične signale gob.
Ko ugotovijo, da je neka vrsta lista strupena za glive, si to kolonija zapomni. In tega lista ne bodo več pobrale. Na tej ravni organizacije je težko, da ne bi bil navdušen, toda tukaj se sposobnosti mravelj še ne končajo. Saj poleg kmetovanja obstajajo tudi druge vrste, ki znajo skrbeti za nekakšno živino. Mravlje, ki skrbijo za živali. Glede na njihovo velikost je strašljivo pomisliti, da so mravlje odlični plenilci. Toda poleg lova in bojevanja so se naučile tudi nekaj posebnega. Skrbijo za listne uši. Listne uši so majhni insekti, ki izločajo sladko tekočino imenovano medena rosa. Za mravlje je to zelo pomembno, saj vsebuje veliko energije. Zato namesto, da bi pojedle listne uši, jih mravlje varujejo. Pasajo jih po rastlinah in jih čuvajo pred drugimi plenilci. In ko potrebujejo medeno roso, dobesedno molzejo listne uši. Mravlja to naredi tako, da s tipalkami poboža ali požgečka trebuh listne uši. Nato listna uš izloči sladko tekočino, ki jo mravlja pobere. Zanimivo je, da to ni preprosto zajedavstvo, saj imajo korist tudi listne uši. Brez zaščite mravelj jih drugi plenilci hitreje ubijajo. In ko se kolonija preseli na novo mesto, nekatere mravlje celo odnesejo svoje črede listnih uši s seboj. Če pomislite, je to skoraj enako kot to, kar počnejo ljudje, ko redijo krave, koze ali drugo živino, le da je velikost drugačna. Le videz je drugačen, vendar je načelo skoraj enako. Je svet mravelj popoln? Na tej točki se zdi, kot da je lahko misliti, da so mravlje skoraj popolna življenjska oblika. So organizirane, hitro se prilagajajo, imajo lasten kmetijski sistem, živino, komunikacijsko mrežo, jasno hierarhijo in kolektivno inteligenco, ki deluje kot eni sami veliki možgani. Ampak v resnici njihov sistem ni popoln, ker včasih prav moč njihove družbe postane razlog za njihovo tragedijo. Smrtni krog mravelj. Poglej ta prizor. Na tisoče mravelj se vrti v krogu. Na prvi pogled se zdi, kot da izvajajo nek poseben ritual. Kot ples, kot ceremonija, kot praznovanje, a ni tako. Temu pravijo smrtni krog. In večina mravelj v tem krogu bo umrla. Neprestano se bodo vrteli, dokler jim popolnoma ne zmanjka moči. Ampak zakaj to počnejo? Odgovor je strašljivo preprost. Sistemska napaka. Se spomniš feromonske sledi, ki jo uporabljajo, da sledijo pravi poti? Običajno je ta sistem zelo učinkovit, ampak včasih jih lahko prevara njihov lasten vonj. Ko skupina mravelj hodi v krogu in sledi lastni feromonski sledi, mislijo, da je to prava pot. In jo bodo sledile. Ker pa je pot krožna, se vedno znova vračajo na isto točko in medtem ko hodijo, še naprej izločajo nove feromone. Vonj postaja močnejši, napačna sled postaja še bolj izrazita. Mravlje so vse bolj prepričane, da sledijo pravi poti, dokler ne pridejo še druge mravlje in se pridružijo vrsti. Nimajo pojma, da je to, čemur sledijo, past. Krog se počasi veča, vedno več jih sodeluje in to postane smrtonosni pohod. Na koncu lahko zaradi izčrpanosti umre na tisoče mravelj. Edino, kar jih včasih lahko ustavi, je zunanji poseg. Naprimer, nenadoma se pojavi ovira, nekaj se spremeni na poti ali pa neka sila prekine krog. Po poročilu ameriškega popotnika Williama Bibeja iz leta 1921, v Gvajani je opazil izjemno velik smrtni krog vojaških mravelj, ki je dosegel skoraj 365 metrov v premeru. Po njegovih besedah je ta samouničevalni pohod trajal skoraj 2 dni in to se ne zgodi redko. Skoraj katerakoli vrsta mravelj se lahko ujame v takšen zanko, če pride do napake v feromonski sledi. Pogosto tega sploh ne opazimo, ker se dogaja v majhnem obsegu. Včasih v past pade le nekaj mravelj. Toda pa na ravnih in odprtih mestih se lahko to zelo poveča. In ko to vidiš, se ti koža res naježi. Videti so kot zombiji, ki hodijo brez lastne smeri. Še bolj strašljivo pa je, da včasih mravlje dobesedno postanejo kot zombiji. Prava zombi apokalipsa v svetu mravelj. V filmih se zombi apokalipsa pogosto začne z okužbo. Obstaja virus ali bolezen, ki prevzame nadzor nad človeškim telesom, dokler ne postane brezumen in strašljiv. Toda v naravi obstaja prava različica tega. In za mravlje je to ena najhujših nočnih mor. To je gliva cordyceps. Na prvi pogled je to le gliva. Tiha, majhna, na videz neškodljiva. Toda ko okuži mravljo, se začne strašljiv proces. Spor glajv vstopijo v telo mravlje. Na to vplivajo na najpomembnejši komunikacijski kanal mravlje,
njen voh. Ko se to zgodi, okužena mravlja izgubi povezavo s svojo kolonijo, zmede se, oddalji od svojih tovarišev in se ne more več vrniti v gnezdo. Na tej točki začne gliva nadzorovati gibanje mravlje. Ne zato, da bi jo rešila, ampak da bi našla najboljše mesto za svojo rast. Pogosto gliva usmeri mravljo na hladno in vlažno mesto. Nato jo prisili, da ugrizne spodnji del lista ali veje. Ko mravlja enkrat ugrizne, ne more več popustiti ugriza, kot da bi bila zaklenjena na mestu. Gliva postopoma ovira normalno gibanje mišic. Medtem ko se to dogaja, viva še naprej raste znotraj telesa mravlje. Na koncu gliva prebije pot ven skozi glavo žuželke. Nato sprosti nove spore, da okuži še druge mravlje. Celoten ta proces traja približno 10 dni in večino tega časa je mravlja še vedno živa. Prava nočna mora, saj možgani niso neposredno nadzorovani. Znanost že dolgo ve za zombijevske mravlje. Vendar dolga leta ni bilo jasno, kako točno gliva nadzoruje mravljo. Prej so jo pogosto imenovali možganski parazit, kot da bi prevzela možgane mravlje in tam dajala ukaze. Toda ena študija iz februarja 2021, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences, je pokazala, da stvari niso tako preproste. Študija je pokazala, da možgani mravlje ostanejo nedotaknjeni, gliva jih neposredno ne uniči. Namesto tega gliva s svojim miceljem protre v mišična vlakna po celem telesu mravlje. To pomeni, da nadzor ne prihaja iz možganov, ampak iz telesa. Nekatere tkivne celice mravlje se postopoma nadomeščajo z glivičnimi celicami. Preprosto povedano, mravlja in gliva postaneta kot eno bitje. Telo mravlje postane prevozno sredstvo. Gliva pa postane lutkar, kot da nekdo vleče za vrvice znotraj njenega telesa. In uboga mravlja ne more storiti ničesar drugega, kot da sledi strašnemu scenariju do zadnjega trenutka. So majhne, a niso preproste. Kljub vsem njihovim slabostim je jasno, da imajo mravlje trdno mesto v biosferi Zemlje. Niso preprosti insekti, ki bi samo hodili po tleh. Imajo svoj sistem. Imajo komunikacijsko mrežo. Imajo delo. Imajo kmetijstvo. Imajo živinorejo. Imajo način učenja. Imajo spomin. Imajo odziv na nujne primere. In imajo družbo, ki je včasih presenetljivo podobna človeški civilizaciji. Zato, ko jih še naprej preučujemo, postaja ena stvar vse bolj jasna. Mravlje niso le majhna bitja, ki jih lahko pohodimo, ne da bi o tem razmišljali. Pod zemljo, znotraj dreves in v razpokah sveta obstaja tiha civilizacija, ki deluje že dolgo, preden se je pojavil človek. In če so preživele več kot 100 milijonov let, kdo ve, kakšen evolucijski preskok jih še čaka v prihodnosti.